Šesto srečanje kluba županj, ki sta ga organizirala županja občine Gornja Radgona Urška Mavko-Tuš in Skupnost občin Slovenije, je bilo posvečeno aktualnim izzivom slovenskih občin. Program je obsegal razpravo o ključnih temah, kot so financiranje občin, povprečnina ter plače županj in županov. Preko skupnosti občin se organizirajo ta srečanja župani in jaz sem bila vesela, da sem tokrat lahko prvič gostila kolegice v naši občini. Namen srečanja je, da predebatiramo o aktualnih vsebinah, predvsem kar se tiče financiranja občin, povprečnine torej, potem veliko izzivov, ki še so nam skupnih, od težav, ki jih imamo na področju predšolske vzgoje, potem plače v javnem sektorju, tako da je bilo kar aktivno, pestro. Vsekakor pa sem želela tudi, seveda, ker smo v mestu sejmov in penine, svoje kolegice povabiti na ogled najstarejše kleti v Sloveniji in nekako s tem tudi dati nek spoštljiv odnos vinogradništvu, ki je v občini Gornja Radgona in tudi širše seveda zakoreninjeno v naših genih. Klub županj je nastal leta 2014 z večanjem števila žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki. Županje si znotraj srečanja izmenjujejo izkušnje, delijo izzive in nasvete, se medsebojno podpirajo in rešujejo marsikatero strokovno dilemo. Povprečnina za leto 2025 je bila sprejeta in bo znašala 771,33 evra, občinam pa bo dodatno zagotovljenih še 47,88 milijonov evrov. Združenje občin Slovenije tega dogovora ni sprejelo. Kaj meni o tem županja občine Gornja Radgona pa v nadaljevanju? Težko zdaj to tako komentiram, ampak vendarle bi rekla, da napredek pa je. Skupnosti občin zagovarjajo interese seveda lokalnih skupnosti in jaz verjamem, da v prihodnjih letih bo tukaj še več konsenza, kar se tiče višine povprečnine. O tem, ali se županja Gornje Radgone strinja s spremembo zakona o financiranju občin? Lahko se strinjam, seveda pa še veliko manevrskega prostora, da bi bilo lahko še bolje. O predlogih za spremembo zakona o financiranju občin županja ni komentirala, je pa povedala, da je bilo srečanje z njenimi županskimi kolegicami zelo prijetno. Da so kolegice zmeraj na teh srečanjih sproščene. Morate vedeti, da tako kot vsi kolegi župani, tudi županje imamo, poleg tega, da imamo to profesionalno delo, tudi svoje osebno življenje še poleg in prav je, da na teh dogodkih nekako lahko malo damo izzive na stran, se prepustimo vsakdanjim tem našim, tudi ženskim temam in jaz sem vesela, da lahko danes to srečanje res gostim tukaj v občini Gornja Radgona. O izzivih, s katerimi se trenutno sooča lokalna samouprava, nam je povedala županja občine Sveti Andraž. Predvsem aktualno sredstva, višina sredstva povprečnina, to je vsako leto konec leta, ko se sprejema državni proračun aktualno, zdaj občinam vedno primanjkujejo sredstva, tudi naloge, ki jih izvajamo, so vedno več jih je, tudi prebivalstvo se stara, tudi potrebe otrok so vedno večje, tako da ja, predvsem to je tista glavna, pa verjetno še, če bi bilo kaj denarja več za investicije, bi bili vsi veseli. V bistvu smo se pogovarjali o splošnih temah, tudi o povprečnini smo govorili, o načinu izračuna povprečnine, da nekako razumemo se občine med sabo, da so večje občine podfinancirane v večji meri oziroma kako pač prepričati državo, da nam še primakne kaj več. Vlada je v septembru v letošnjem letu potrdila predlog novega plačnega zakona za javni sektor. Plače funkcionarjev, med katere spadajo tudi župani, naj bi se usklajevale postopoma. Ena izmed tem na srečanju je bila posvečena razpravi o plačah županj in županov. Na temi so bile plače, ampak ni bilo nekaj govora o tem, je pa seveda to aktualna tema. Vemo, da je bil sprejet zdaj zakon, s čimer se bodo tudi med drugim vsem ostalim javnim uslužbencem in tudi funkcionarjem plače povišale. Mislim, da nekje tam do leta 2028 za tiste procente, ki so jih določili. Zdaj sama, če natančno nisem seznanjena, koliko to bo, ampak ja, zagotovo pač je potrebno ta delovna mesta pač ovrednotiti primerno. Kaj meni o višini povprečnine za leto 2025, smo povprašali županjo občine Ljutomer. Sigurno cenim prizadevanje predsednika Skupnosti občin Slovenije, ki je res naredil z ekipo izjemno delo, da smo seveda prišli do višje povprečnine, kot je bila prvotno, vendar pa je vedno več obveznosti občin in žal nam se tisti del investicijski, ki bi ga namenili za razvoj infrastrukture, zmanjkuje.
Tako da jaz upam, da bomo seveda tudi uspeli na predsedstvu skupnosti občin, katerega članica sem, dogovoriti z državo, da se bo zmanjšal obseg nalog oziroma da bomo seveda lahko tudi še naprej občine delale razvojno in prodorno. O spremembi zakona o financiranju občin Karba pove: To se že kar nekaj časa govori, da bomo občine v določenem delu razbremenjene. Nažalost, v finančnem smislu to ni neki, ne vem, kak napreden korak, ampak upajmo na najboljše. Po razpravi so si županje ogledale občino Gornja Radgona z lokalnim degustacijskim razvajanjem.